Kako se sploh imenuje ta postopek? To je ultrazvok. Pri ultrazvoku pogledamo pri nosečnici, kako se dojenček počuti. A se ultrazvok lahko drugače preskoči? Ultrazvoki so potrebni, da sledimo razvoj in rast otroka, tako da zelo priporočamo vsem nosečnicam. A ta gel, ki ga date gor zebe? Zdaj, to je gel, da mi lažje vidimo, s to ultrazvočno sondo, to je takale bolj debela, 3D ultrazvočna sonda, da lahko v 3 dimenzijah in lažje drsi in lepše vidimo. Tale ultrazvočni aparat je topu in se ta gel segreje, tako da temperatura trebuha je telesna temperatura in se segreje. Kaj vse se pa vidi na tej sliki? Tale naša nosečnica je na sredi nosečnosti, malo je že čez sredino. Vidite, zdaj je 22. teden. Vsega skupaj je 40 tednov nosečnosti in tej preiskavi na sredini nosečnosti se reče morfologija ploda. To pomeni, da pogledamo organe od glavice do vrata, prsnega koša, trebušne votline, nogice, rokice, vse. Kako pa iz te slike sploh kaj razbere, da jaz nič ne vidim? Tole je glavica. Tako da glavica se nahaja tukaj spodaj in dojenček je na glavici. Takole gremo prsni koš, hrbtenička je tukaj po levi strani trebuščka in ritka je tukaj gor. Tukaj vidimo, da je prsni koš za tukaj srček. A pogledamo srčne utripe. Takole. Bomo malo plodek povečali. Srček je tukaj in bomo poslušali. In vidimo, srčna frekvenca je 146 na minuto. To je enkrat hitreje kot pri nas. Če je pri tebi 60 do 70, pri plodu je od 120 do 160. Zakaj pa tako hitro utripa? To je normalno, da je taka visoka frekvenca. Potem, ko se pa rodi, se pa tam do 1. razreda osnovne šole ta frekvenca znižuje do normalne frekvence v osnovni šoli, pa v odrasli dobi. A ta dojenček tudi kaj že sliši? Ja, preko trebuha že uspe slišati tudi plod, neke držljaje. Torej, to so ugotovili tako, ko so dali musko, se je začel prijazno lepo premikati, je užival, tako da se odziva. Kako se pa ti počutiš, a kaj boli? Jaz se počutim dosti običajno. Zdaj že fino čutim, kako se ta dojenček premika. To je tak občutek, da bi imel metuljčke v trebuhu, tako te malo žgečka. A je to tvoja prva nosečnost? To je moja druga nosečnost. Doma imam eno punčko, 3 leta pa pol staro in se že zelo veseli bratca ali pa sestrice. A iz te slike vi razločite, koliko je velik pa težek dojenček? Pri dojenčku naredimo meritve, izmerimo glavico, izmerimo trebušček, dolžino nogice in iz tega se oceni, koliko je teža in posredno tudi, koliko je dolžina. Koliko pa je velik? Glavica ustreza za 22. teden, imamo križec, ki je znotraj mej normale. To je obseg glavice, pogledamo obseg trebuščka, stegnenica. Tako da, če pogledamo vse 4 parametre, ustrezajo glede na višino nosečnosti. A že veš, katerega spola bo otroček? Ne, jaz še ne vem, ker se je do zdaj vedno na pregledih zelo skrival ta otroček. Pa načeloma si tudi želimo, da to ostane ena taka sladka skrivnost, ker potem je tako lepo pričakovanje, ko se otrok rodi, pa nihče ne ve, a bo fantek ali punčka. Tole, če si predstavljata, je nosek, tak luškan nosek, kakor ga ima mamica. Tole so ustka, vidite, tole je zgornja, spodnja ustnica. Kako je luškan. Misliš, da je fantek ali punčka? Meni se zdi bolj, da je fantek. Kako fantka ste, ja. Meni tudi. Ampak mogoče pa na koncu tudi preseneti. Ali pa punčka. Zdaj pa ne vem več. A vidva sta velikrat, okej? Ja, jaz sem kar precej. Moja mamikla dela, ker je ginekologinja. Jaz grem pa kdaj z njo. A vidva bi hotele biti kdaj to? Ja, meni je ful dober poklic.